Dobro jutro! Evo, danes pa pogledamo eno pogosto vprašanje, ki ga tudi dobim, in sicer to je, kako prepričati stranke, da se odločijo za nakup. Ok, zdaj, če je to vprašanje, ki bi ga mogoče tudi ti zastavil ali pa zastavila, potem v bistvu ti moram sporočiti, da že v bistvu v čistem štartu izgubiš igro. Zakaj? Ti dam primer. Zdaj, predstavljaj si situacijo, da si na zmenku, recimo z nekim super fantom ali pa punco, kar ti je pač bližje, da si na zmenku, na prvem zmenku. In zdaj si predstavljaj, da je vse prijetno teče, pač nek pogovor, se spoznavata in te ta na drugi strani nenehno preprečuje, zakaj bi mu mogla dati priložnost, zakaj je najboljši, da je zanesljiv, da je resen, da je ambiciozen in da tudi mami pravi, da je super in da bi mu res mogla dati priložnost. Kaj se zgodi v tvoji glavi? Verjetno si začneš razmišljati, ok, mislim, a ni to malo vsiljivo, mogoče, ne vem, a si to bi jaz potem začutila, če je res, a ne, in tako naprej. In enako velja tudi za tvoje stranke. Če jih nenehno torej prepričuješ, zakaj morajo kupiti, pa zakaj si ti prava izbira, potem že najverjetneje zelo hitro lahko igro izgubiš. A ne? Če moraš nekoga prepričevati, pomeni običajno, da nekaj manjka. Mogoče je to lahko samo povezava med tabo in tvojo idealno stranko, morda ni zgrajeno še zaupanje, kot bi moralo biti, morda ni še prave energije, ali pa morda še nisi dal ali pa dala svoji idealni stranki dovolj prostora. Lahko pa je problem tudi čisto na tvoji strani. Mogoče je problem torej, da si ti ne zaupaš ali pa da ti ne verjameš v svojo ponudbo, in če ti ne verjameš v svojo ponudbo, kako bo potem verjela tudi tvoja stranka? Je nemogoče oziroma zelo malo verjetno. Zato te danes mogoče tako povabim na tem današnjem klepetu, da razmisliš, če prepričuješ svoje stranke in kje je tisti manko. Ali je to pri tebi, ali mogoče ne daš strankam dovolj prostora, ali mogoče jim sploh ne daš možnosti, da te spoznajo, ali mogoče delaš kaj takšnega, da jih odganjaš, bomo temu tako rekli. In to pretirano preprečevanje seveda ni najboljši način za to, da prideš do več strank. Evo, upam, da ti danes tale misel pomaga, da malo razmisliš o tem, kako lahko torej bolj učinkovito pridobivaš strank. Uspešno in pa ne pozabite, vidimo se ob 9 na našem drugem srečanju, kjer ti razkrijem torej tiste prve in naslednje korake do super strank. Uživaj in lep dan!